Zdaj bom pa čisto na kratko povedal. Moj oče je bil ljudski godec, bil je muzikant, vendar je imel do mene prevelike želje, da bi že kot otrok igral in mi je eno malo harmoniko kupil. In seveda, ker sem bil še premajhen, da bi in sem to bolj imel za igrača kot kaj drugega, je mislim verjetno, da je bila draga in je v jezi to z mene potegnil in me velikrat tudi po domač povedal nažgal, ne? In se je meni to dobesedno fejst zafržmagal. Uprl. Tako da sem jaz pol harmoniko pravzaprav začel šele pri 15 letih, ko ga ni bilo doma. In to zaradi tega, ker je prišel eden k hiši in njegov prijatelj, ki je igral takole, ker je igral drugače. Jaz, ko sem ta poslušal, je bila ta muzika, oktavna muzika, se veš, ko je oktavna muzika, to so bili tisti marši pa to. Ampak ko sem jaz slišal, je rekel, zdaj pa igram eno Toto Avsenikovo, recimo, pa Toto Avsenikovo, jaz sem pa tam v sosednji sobi, pa sem slišal, da to ni to, ne, in ni to bilo, veš, takrat ni bilo to po mojih ušesih, ne, in neke inspiracije za to, da bi tisto harmoniko, ko je bila tam na Gredenci, kdaj vzel, niti podrazno ni bilo. Tako je pa prišel tisti človek, ki se je pisal Brečko vidi in je, se spomnim, ko je začel tisto avtoban pa na Roblek, pismo je pa dobesedno utrgal iz tega res, tako da sem po tistem enostavno šel, ko je bil pa zidar in je vsak popodne šel v doma, dopodne je tako bil v službi, jaz pa popodne ali pa kadarkoli vzel tisto harmoniko iz Gredence dol, pa proval, ne žugega, ko proval, nisem imel dobenih nekih želj, da bi bil kdaj neki muzikant, ampak je to tako hitro šlo, tukaj se je to širilo, da sem jaz enostavno zelo hitro to zagrabil in sem to igral za sebe, ne za druge. Okne vse zaprl, da ja ne bi sosedi slišali, to je bila resnica. Dolg se ni nič vedel, ampak potem sem pa že malo zašpilal in je soseda začela že tudi povedala, da je Ato, da špila. To je potem tako šlo hitro naprej, da je enostavno tisti človek, zaradi katerega sem jaz začel dobo inspiracijo. Me je kap zadela in v tistem triju, ko je on igral, sem jaz nadaljeval, so mi prinesli harmoniko v Zader, približno neke pesmi, katere je on, kitarist, pel, sem to, veliko sem jih pa znal, ker poslušal sem pa muziko, poslušal sem je pa, ne. In to je tako naključje, da sem jaz zaradi tistega, ko sem ga prvič videl v naši kuhinji, potem dobil veselje in tudi namest tistega, ker ste ga malo preveč tankala s tistim gitaristom, ga je kap enostavno je preživel, ampak ni pa smel več igrati. In zaradi njega, in nekot so se spomnili na mene, ko sem še bil v Zadru pri vojakih. In prvo soboto, ko sem prišel domov, sem jaz imel ohcet s tistim gitaristom, ki je bil pa loj, govoriti znal, nisem pa še tudi ne vedel, da se ga tukaj ne pije. Jaz pa nisem bil doben govornik, nič, jaz sem sam špilo. In on se ga je napil, pa je šel, pa je zaspal nekje, pa me je pustil samega, mislim, preživel sem sicer, se je to se je nadaljeval, pa se pa človek tudi navadi. Pa se je pa res stvar nadaljevala, tako se je nadaljevala, začetki so bili pa takvi, pa sem zdaj povedal.